Študentske organizacije Slovenije smo se odločili, da se danes oglasimo pred državnim zborom, kjer želimo poslance oziroma politične elite ozavestiti o škodljivih ukrepih, ki so bili sprejeti in ki še jih načrtujejo. Pred njimi so pomembne reforme, zakoni, ki lahko močno vplivajo na poslabšanje oziroma izboljšanje položaja mladih v Sloveniji. Prišel sem znak podpore študentski organizaciji in njenim namenom, ker novi zakoni, ki je v proceduri, zakon o visokem šolstvu, dejansko grozi, da se bo kvaliteta visokega šolstva znižala, kako tudi, da bomo študente težje prišli do kvalitetne izobrazbe, pa tudi prihodnji ukrepi vlade, ki so predvideni, je zelo veliko varčevanja namenjenega visokemu šolstvu. In kar se sam meni osebno ne zdi prav, saj vsi vedno nam trdijo, da mladi smo prihodnost te države, potem pa hkrati pa država varčuje na nas. Danes sem se udeležil akcije zaradi tega, ker podpiram prizadevanja Študentske organizacije Slovenije pri vplivu na ukrepe, ki se sprejemajo trenutno v državnem zboru. Sem mnenja, da so ukrepi slabi za položaj študentov in pa mladih nasploh. Mislim, da se vlada z to restriktivno politiko odločila ukinjati določene pravice in pa ugodnosti študentov, ki bodo preveč vplivali na socialni položaj mladih in bodo dejansko poslabšali situacijo mladih v celi državi. Zato sem se udeležil, da bi pokazal podporo za študentsko organizacijo, da tudi pokažemo mladi, da nam ni vseeno, v bistvu vlada z različnimi ukrepi slabša položaj mladih in študentov, in zato potem bi radi pokazali, da v bistvu nam ni vseeno in da tudi podpiramo rešitve, ki bi bile dobre za študente in mlade. Obenem pa z današnjim dnem tudi ponovno pozivamo vse, da se 17. novembra v soboto ob 11. udeležijo javnega shoda proti škodljivi politiki, da opozorimo na svoje pravice. Študenti smo vedno bili gonilna sila sprememb v preteklosti in tudi sedaj je prav, da pokažemo odgovornost do sebe in generacij za nami, da opozorimo na napake in spremembe, ki so lahko potencialno zelo škodljive.